Včeraj se je na Ptuju pričel festival Dnevi poezije in vina. Festival Dnevi poezije in vina je v 16 letih v Slovenijo pripeljal več kot 400 pesnikov z vsega sveta. Leta 2010 je svoje mesto našel na Ptuju, kjer nadaljuje s tradicijo velikih večernih branj in koncertov ter srečevanj s pesniki, prevajalci, glasbeniki, igralci, pravljičarji, performerji in ostalimi ljubitelji poezije, vina ter toplih poletnih večerov pod zvezdami. Občutek je, lahko rečem, čedalje boljši, ker se mi zdi, da smo čedalje bolj sprejeti. Vsako leto nas obišče več ljudi in vsako leto že tokom organizacije festivala z nami sodeluje več Ptujčanov. Tako da prvi dan festivala na Ptuju, zaenkrat so vsi zelo zadovoljni, vidim, da je obiskovalcev veliko, tako da radi se vračamo na Ptuj in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Letošnji festival poudarek nosi na dveh pesnikih. Dva pesnika, ki sta častna gosta, to sta slovenski pesnik Milan Jesih in pa nizozemski pesnik in pravljičar Ton Telegin. Ravno danes smo poslušali okroglo mizo o Tonu Teleginu, iz katere se je dalo razbrati, da sta tudi poetiki obeh pesnikov precej podobni. Oba rada uporabljata že obstoječe besede v malo neobstoječih kontekstih. Ob teh dveh pesnikih pa vzporedno teče še ena rdeča nit festivala. To pa je japonska poezija, na kar smo še posebej ponosni, saj se na Ptuju več kot teden dni mudijo japonski pesniki, 5 japonskih pesnikov, ki se bodo vsak večer predstavili tudi na glavnem odru. Če festival prebuja naše mesto, pravzaprav toliko znanih obrazov Slovenije drugače skozi leto na Ptuju ne vidimo, pozitivno vpliva tudi na razvoj naše poezije. Kaj torej festival pomeni za pesnika? Izjemno možnost. Tu lahko srečam celi svet, lahko srečam ljudje, ki mogoče samo tokrat pridejo v Slovenijo, nikoli več ne bodo. Lahko se soočim z nekimi tujimi jeziki, tujimi poetikami, ki jih kot tak ne poznam. Lahko srečam predvsem tudi neko slovensko sceno, ki se tu zbira. Poleg tega pa lahko odkrijem Ptuj kot mesto, lahko odkrijem druge umetnike, ker ta festival ni samo festival poezije, festival v bistvu, ki poteka na različnih področjih umetnosti, lahko se vam tudi zelo fajn. Če so večeri namenjeni predvsem pesnikom in njihovim verzom, ki so brani v najrazličnejših svetovnih jezikih, pa so popoldnevi polni dogodkov za otroke ter priložnosti za bližnja srečanja s pesniškimi gosti, bodisi na pesniških zajtrkih, okroglih mizah ali na zasebnih branjih, ki potekajo na skritih in čarobnih ptujskih dvoriščih. Letos se na festivalu predstavlja več kot 20 svetovno priznanih pesnikov. Dnevi poezije in vina so na Ptuj pripeljali tudi Mijo Žnidarič in njen bend, več pa v prispevku. Mi smo lahko na Ptuju na zadnje prisluhnili pred 2 letoma na glasbenem festivalu Arsana. Na vprašanje, kaj sta ti 2 leti pomenili z vidika glasbenega ustvarjanja, nam je šaljivo odgovorila. Ja, več vem kot prej. Z vsakim dnem pač rastemo, z vsakim odrskim korakom več, si bolj suveren in bolj lažje počneš tisto, kar počneš. Prisluhnili smo lahko pesmim z njenega zadnjega albuma Love You Madly. Zadnji album smo poskušali preobleči v big band glasbo. To pomeni stara džezovska preobleka in s tem dati ljudem v znanje, da lahko poezija zveni tudi v takem velikem orkestru. Se pravi, da je prav posebej orkestralno napisano za 24 inštrumentov, ki so lahko tihi ali pa zelo glasni. Zelo lep album je, zelo poseben, zelo drugačen. Poezija in glasba prepletena med seboj sta dokazala, da gresta še kako z roko v roki. You've got some songs that lend themselves to being spoken, and of course some songs that you can't speak at all. It's like it sounds kind of banal. So I don't know, it's very exciting actually. It's an exciting territory. Also for me it was very exciting to work with Ferry Leinschek and to work with Svetlana Makarovic and to take those texts and try and, you know, do the best music for those words. Med 6 pesniki, ki so se drugi dan velikega pesniškega branja predstavili, je svojo poezijo prebirala tudi slovenska avtorica. Sigurno je to neka čast, velika čast, je pa zame tudi precejšna muka, ker ne maram nastopov, tako da ne vem, mogoče bi bila bolj zgovorna po nastopu.
Velika pesniška branja, verzi v tujem jeziku in v domači slovenščini, glasba, vino. Vse to je bila 4 dni zgodba Vrazovega trga, zgodba dnevov, poezije in vina. Pretekli petek so akterji festivala Dnevi poezije in vina ponovno dokazali, da so široko usmerjen festival, saj se je skozi večer odvijala tudi dobrodelna dražba. Dnevi poezije in vina so v 5 dneh na Ptuj pripeljali več kot 20 pesnikov iz celotnega sveta. Potekala so velika branja, performansi, branja za otroke, okrogle mize, oživela so ptujska dvorišča, Ptuj pa je obiskalo neverjetno število znanih Slovencev in Slovenk. Petkovo dobrodelno dražbo, kjer so se licitirali predpasniki z izvezenimi verzi, je recimo odprla žena predsednika republike, gospa Barbara Miklič-Türk, ki pa festivala ni obiskala samo zaradi otvoritve, ampak tudi zaradi odnosa do literature. Ja, težko bi bilo živeti brez poezije, brez literature. In vedno je človek očaran pravzaprav od tega, kako znajo ljudje ubesediti kakšno misel in tudi kako bi rekla, kako globoko znajo misliti. Moram reči, da nekako vsak dan mi popestri tista jutranja pesem na radiju. To se mi zdi en tak majhen dar vsak dan. In seveda tudi kdaj kupim kakšno knjigo, kar precej jih prebereva pesmi z možem. Posebno vtis pa je naredilo naslednje dejstvo. Da imam priložnost slišati pesnike, ki berejo pesmi v svojem jeziku. Mislim, da je to odlična tradicija pri vas in vesela sem, da imate denar, da imate sredstva, da lahko ta imeniten kulturni dogodek pravzaprav priredite vsako leto. Glede licitacije pa. Veste kaj, za družbeno kohezivnost, kako bi rekla, pride prav vse in prav je, da se ustvarjalnost vidi tudi tukaj. In mislim, da umetniki še posebej razumejo stiske drugih, ker o tem veliko pišejo in zelo kvalitetno pišejo. Mogoče so še precej bolj subtilni od nas. Na licitaciji so nove lastnike našli prav vsi predpasniki, ki so jih sicer izvezle prebivalke Doma upokojencev Ptuj. Zbrani denar pa bo Center za socialno delo Ptuj razporedil med pomoči najbolj potrebne. Dnevi poezije in vina vsako leto postrežejo tudi številnimi spremljevalnimi dogodki, več pa v prispevku. 5 avgustovskih dni in sicer od 20. do 25. avgusta na Ptuju in v drugih krajih Slovenije več kot 25 pesnikov z vsega sveta bere poezijo. Avtorske glasove v mnogih jezikih dopolnjujejo glasba, ples, gledališče, lutke, film in različne umetniške instalacije. Na velikem festivalskem odru se po pesniških branjih znajdejo glasbeniki, ki izvajajo v glasbeno poezijo znanih slovenskih pesnic in pesnikov ali pa pišejo in pojejo svojo lastno. Festival Zebra recimo iz Berlina bo na Ptuju predstavil tudi izbor zmagovalcev festivala kratkih sodobnih filmov nastalih na podlagi poezije. Če glavni oder zasedajo večerna branja kot osrednji dogodki, pa potekajo še okrogle mize, pa vsako leto več prostora organizatorji namenijo spremljevalnemu programu. Ta dogajanja, ki so ob večernih branjih, so očitno čedalje manj obrobna, kajte na njih se zbira čedalje več ljudi. To so okrogle mize, pa zasebna branja, ki potekajo na ptujskih dvoriščih pri domačinih. Bogat otroški program, ki je vsako leto večji, letos imamo čez 10 dogodkov, filmske projekcije in pa seveda koncerti, ki sledijo vsak večer po pesniških branjih. Spremljevalni program je torej pester. Ja, polno enih stvari. Mene so zadolžili malo za tako programsko, da se vam zmeri namudrimo kakšno zadevca, ki se dogaja po ulicah in letos imamo pesnika na trgu. Gre za improvizirano predstavo, ki jo delava jaz pa kolega Luka Korenčič, danes pa jutri jaz, potem petek, sobota Luka. Gre pa sicer za pesnika, ki je v tej dani družbeni situaciji podvržen trgu, tako kot hočejo politiki, tako da zdaj pesnik na trgu sedi in prodaja pesmi ljudem po 1 evro. Ob kovanju pesmi za evro pa je spremljevalnega programa še več. Informacije so seveda na voljo v programski knjižici ali na spletu, pesniku na trgu pa smo postavili še zahtevno nalogo. Za 1 evro skovati haiku z naslovom Špricar. Belo je vino, mehurčkasta je voda, oj ti maček moj.
Ob Tonu Telegenu je bil letošnji častni gost Dnevov poezije in vina slovenski pesnik Milan Jesih. Na okrogli mizi v prijetnem ambientu Ptujske kleti so o pesnikovi poeziji spregovorili še David Bedrač, David Bandl in Aleš Štegar. Vsako leto organizatorji izberejo enega sodobnega slovenskega pesnika, za katerega presodijo, da si naziv častni gost festivala prisluži zaradi dovolj velikega opusa, ki je v slovenskem prostoru nek presežek. Mislim, da je bil Milan prava izbira s svojimi 10 zbirkami in pa z mnogimi prevodi in dramskimi besedili je slovensko literaturo izjemno zaznamoval. Imajo ga radi tako otroci kot odrasli. In zaenkrat dogodki, ki smo jih organizirali v sklopu festivala, na katerih je nastopil on, so poželi številčen obisk in pa bučno navdušenje, tako da mislim, da smo zadeli. Milan ima ogromno različnih obrazov, ne samo kot ustvarjalec, tudi kot prevajalec izvrsten. Vemo, da je prevedel do praktično celega Shakespearea, Čehova. Kot ustvarjalec je pa šel skozi različne faze, kljub temu, da ga označuje običajno z ludistom, modernistom, potem postmodernistom, je v srži vseeno tisti, ki na najvišjem nivoju ohranja neko klasično artikulacijo. Vemo, da je klasične pesniške oblike, predvsem sonet, na nek način revolucionaliziral. Festival je z leti naredil izjemne premike. Največji pa je zagotovo promocija literature. To je najbolj dragoceno pri festivalih, da popularizirajo in razširjajo ta, da tako rečem, duhovni svet ali pa svet umetnosti. Mislim, da tudi se skozi branje izkazuje ena druga razsežnost literature. V okviru festivala je išlo Jesihovo zbrano pesniško delo z naslovom Zbrane zbirke. Moj pogled z moje strani je ta, da sem seveda takšne knjige vesel in se nekako prepričujem, da jo ne smemo vzeti, kot da je zdaj pa vse pospravljeno, ampak kot spodbudo za še nadaljne delo, pa mogoče čez 40 let še drugi del. Sploh se ne zavedamo pomena njegovega literarnega opusa. Kot je dejal Aleš Štegar, Jesih predstavlja unikum v slovenski literarni pokrajini. Klasične pesniške oblike je naredil igrive in poslušljive današnjemu modernemu ušesu.